Spoštovani vsi, ki nas na zadnji dan leta 2020 spremljate na današnji novinarski konferenci. Poslavljamo se od leta, ki nam je spremenilo življenje. Na glavo postavilo skoraj vse. Tudi šolanje in šole, vrtce. Najprej smo bili vsi skupaj prestrašeni, potem odločni in pogumni. Kasneje pa upravičeno vse bolj nemirni, žalostni, obupani. Vsega smo imeli dovolj. Želeli smo si nazaj naše običajno življenje. Ves čas sem poudarjala le eno. Učenci v šolah so prvi znak normalnosti. Učenci v vrtcih prav tako. Na žalost se nam je ta normalnost odmikala. 2 meseca brez normalne šole in vrtca je odločno preveč. Čutim in vem, da vas je zelo veliko v tem zadnjem obdobju jeznih, da iščete krivce. Če ste jezni name, vam priznam, da sem jezna tudi sama. Jezna, ker smo nemočni. Jezna, ker se je v družbi skrhalo zaupanje. Jezna, ker ob neštetih prebedenih nočeh ni rezultatov. Ob vseh zejih, ki sem jih ves čas navajala, znanje, zdravje, zaupanje, zrelost, začasnost, mi je ob koncu leta ostal le še eden. Ponovni zagon. Zagon in zagnanost. Verjemite mi, da mi ni vseeno. Verjemite mi, da mi je neskončno hudo. Verjemite mi, da bi vas vse rada nemudoma takoj zopet videla v šolah, v vrtcih, na fakultetah. Verjemite mi, da sem žalostna še bolj kot vi. Verjemite mi, prosim, tudi tisti, ki ne verjamete. In da, vem, jasno mi je, motivacija upada. Zato prosim, zdržimo še malo. Učenci v osnovnih šolah s posebnimi potrebami in pa v zavodih bodo šli ponovno v šole in zavode v torek 5.1. Že dan pred tem se bodo njihovi učitelji in zaposleni preventivno testirali, da se bodo zanesljivo zdravi in tako varno vrnili v prostore zavodov in šol. Vsi skupaj, vlada, zaposleni, vodstva vrtcev in šol, učenci in njihovi starši ter stroke, bomo naredili vse, da bomo med seboj sodelovali z namenom, da se bodo otroci, učenci, dijaki, zaposleni v vrtce in šole lahko vrnili čim hitreje, varno in trajno. Da se bodo pri tem spoštovala priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pedagoške stroke. Da bomo prvi korak za učence prve triade osnovne šole in vrtce lahko naredili že 11. januarja. Ne predajmo se, ne izgubimo vsega tistega, kar nas drži pokonci. Moč, upanje, razumevanje, opora drug drugemu. Virus bomo premagali. Premagajmo še vse, kar se je nakopičilo v tem letu. Občutek nemoči, zamer, žalosti, jeze. Obljubljam vam, da bo moja prva in najpomembnejša naloga v letu 2021, da se v vrtce in šole, na fakultete vrne življenje. Vrnejo vrvež, smeh in seveda znanje. Spoštovani in dragi vsi, želim vam, da bo leto, ki prihaja, obarvano s srčnostjo, s prijaznostjo, razumevanjem in spoštovanjem. Naj bo zdravo, napolnjeno srečo in znanjem. Mirne praznične dni in vse dobro v letu 2021 vam želim. Hvala lepa, gospa ministrica. Vidi se, da je zadnji dan v letu, nekoliko manj novinark in novinarjev je danes z nami, pa vseeno 4 medijske hiše imajo zdaj priložnost, da zastavijo vprašanje. Najprej bo to gospod Tadej Grešovnik za POP TV. Lep pozdrav, gospa ministrica. Govorili ste o recimo temu možnem povratku prve triade 11. januarja. Kaj pa za
preostale učence, pa potem dijake in študente? So že neki okvirni datumi postavljeni, kdaj bi se lahko vrnili? Hvala. Lepo pozdravljeni. Spremljali bomo seveda zelo pozorno te vrnitve. Kot smo rekli, korak po koraku. Že naslednji teden bo zelo pomembna informacija in pa odziv vračanja otrok oziroma učencev s posebnimi potrebami. Potem pa, kot rečeno, najprej prva triada. Če se bo to vračanje odvijalo po pričakovanjih, če bo epidemiološka slika dobra, potem v najbolj idealnem primeru lahko še v tistem drugem delu istega tedna pričakujemo nadaljne vrnitve. Ampak kot rečeno, zelo veliko bo odvisno od tega, kaj se bo prav v tistem danem trenutku pokazalo, da je najbolj optimalno in hkrati, kot ves čas poudarjam, predvsem varno. Naslednje vprašanje bo za Svet na kanalu A zastavila gospa Manca Turk. Lepo pozdravljeni. Omenili ste testiranje učiteljev, ki se bodo vrnili na svoje delovno mesto v ponedeljek. Kako pa je s testiranjem vseh ostalih učiteljev, ki za zdaj še ostajajo doma? Bodo tudi oni tik pred vrnitvijo morali na testiranje? Bodo vsi mogli na testiranje? Kako je s tem? Tako, pričakuje se, da se učitelji testirajo tik pred samo vrnitvijo nazaj v prostore šol, pa tudi vzgojitelji vrtcev seveda. In seveda nekako zato, da bodo v resnici sami se počutili varne in zdrave in prav tako tudi vsi tisti, s katerimi bodo imeli potem v šolah in v vrtcih opravka, nekako pričakujemo in si seveda tudi želimo, da razumejo, zakaj je to testiranje pomembno in potrebno. Gospa Manca Turk bo zastavila še eno vprašanje. Ja, še to me zanima. Kako pa je s testiranjem samih učencev? Je to še vedno na mizi ali ne? Testiranje učencev in otrok seveda ni obvezno, ni niti, bom rekla, v tem smislu predvideno. Vsekakor pa v primeru, da bi starši to želeli, bo pa zagotovljeno in se bodo tudi lahko potem otroci testirali. Sledi ponovno gospod Tadej Grešovnik za POP TV. Ja, morda samo še to, torej dijaki zadnjih letnikov srednjih šol so bili neka posebna kategorija zaradi opravljanja mature. So oni morda tudi kaj v prednosti, vsaj kar se tega tiče, te vrnitve v šolo, bi se lahko vrnili kaj prej? Drži, oni so predvideni, da se takoj v tej drugi skupini prednostnih vrnitev tudi sami vrnejo v srednje šole, kar pomeni takoj za prvo triado in pa potem 4. in 5. razredom. Naslednja skupina, ki se vrača, v tej so tudi predvideni te dijaki zaključnih letnikov. Imamo, kot kaže, še eno vprašanje za časopis Slovenec, gospa Alenka Gabrovec. Izvolite. Pozdravljeni. Jaz bi pa imela dve vprašanje, če smem. Prvo je, kar se tiče testiranj, ali se bojo v bistvu učitelji mogli potem, ne vem, tedensko testirati, vsak dan testirati, kako bo s tem? In drugo vprašanje, v prvem valu so bila posebna skupina otroci, ki imajo kronične bolezni. Ali bojo tudi tokrat to posebna skupina oziroma bojo imeli starši možnost, da jih še ne dajo takoj v šolo oziroma vrtec? Hvala. Kar se tiče samega testiranja, zelo pomembno je, da se bodo učitelji in pa ostali tudi zaposleni, pa seveda vzgojitelji, testirali takrat, ko bodo tudi sami, poleg tega vstopnega začetnega seveda dneva, čutili potrebo ali pa željo po tem. Zaradi tega, da res zagotovimo en tisti maksimalen občutek varnosti in pa preverjanja tega, da so zdravi. Tako da v tem smislu bodo te testi na voljo kadarkoli, seveda se bodo pa sami potem tudi odločali zaposleni, kdaj in kako še potem dodatno si tega želijo. Narejen bo tudi protokol glede samega testiranja in pa pogostosti testiranja. Morebiti bo naš naslednji gost, dr. Denis Baš, tudi še kaj več lahko na to temo povedal.
kot rečeno, tisto, kar je zdaj zelo, zelo pomembno, tudi z vidika res enega odziva na varno in pa zdravo vračanje v vrtce in šole, je, da res vsi zaposleni razumejo, zakaj je to en izjemno pomemben, dobronameren ukrep, ki je na voljo za njih same. Kar se pa tiče drugega vprašanja, se pravi otrok, ki imajo zdravstvene težave in so zaradi tega seveda posebej izpostavljeni, če bi se vračali nazaj v šole, vsekakor oni bodo imeli tako kot tudi že spomladi ta poseben status, kar pomeni, da bodo nadaljevali z izobraževanjem nadaljavo in da bo to tudi individualno prilagojeno njihovim potrebam.